Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes vas bom popeljala skozi ultimativno dober trening za naše celo telo in kar je še boljše, brez skakanja. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj, podlago ter seveda ne pozabite na stekleničko vode. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 45 sekund, nato pa se bomo takoj pomaknili na naslednjo. Vsega skupaj bomo napravili 20 vaj, ki se med seboj ne bodo ponovile, celoti pa ti bo vzelo to 15 minut. Sledi navodilom, ki bodo podane poleg vaj, kajti štejejo pravilne ponovitve, torej kvaliteta pred kvantiteto. Prijem pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanja, podariti video like in če si nov in če se še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Pa kar začnimo s prvo vajo našega treninga in sicer poskočni janez, ki pa ne bo poskočni, ampak bomo ob zamahu rok nad glavo na stran premaknili le eno nogo brez skakanja. Ohranjajte zravnano držo, držite roke sproščeno v telesu in noge postavite v ozek razkorak. Najprej na stran ponesete eno nogo, medtem ko druga ostaja na mestu. Hkrati pa tudi zamahnete z rokami nad glavo, takrat tudi izdihnete. Hitro vrnete nogo nazaj, poleg druge in enako ponovite še na drugo stran. Ohranjajte nevtralno držo hrbtenice, napete trebušne mišice in pogled usmerite naravnost pred sabo. Res, da vaja ne vključuje skakanja, je pa kljub temu dobra za kardiovaskularno vzdržljivost, pri tem pa seveda ustvarite nekoliko hitrejši ritem, ki ga vzdržujete od začetka do konca. Brez pavze nadaljujemo kar za naslednjo vajo in sicer izmenični izpadni korak nazaj. Stopamo nazaj izmenično, najprej z eno nogo in naposled čez drugo. Ohranjajte zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Pazite, da počasi spustite koleno proti tlom, ko stopite nazaj, takrat tudi vdihnete. Pri dvigu izdihnete in vso težo ponesete na peto. Nikar ne uporabljajte zagona zadnje noge, ko se vrnete v stoječ položaj. Pri spustu pazite, da ne udarite s kolenom ob tla, ampak se ustavite tik pred tlemi ter ne prečkate linije kolena prsti. Ves čas ostaja poravnano stopalo. Vajo izvajajte kontrolirano in pazite, da ne ogrozite ravnotežja in pravilne izvedbe. In smo že pri tretji vaji, ki je kombinacija kar dveh walkouta, na kar se diše dotik ramen. Vajo začnemo v stoječem položaju, telo spustimo v predklon in se z rokami sprehodimo naprej vse do položaja plenka. V plenku sledi izvedba drugega dela, pri katerem se z rokami dotaknemo nasprotnega ramena. Nato obrnemo potek gibanja in se vrnemo nazaj v stoječ položaj. Pazite, da hrbtenica ostaja ves čas ravnana in trebušne mišice napete. Telo mora pri plenku tvoriti ravno linijo od ramen do stopal, medenica ne sme pobegniti previsoko ali prenizko. Vajo izvajajte kontrolirano, pri tem pa pazite na tehniko dihanja in stiskanja trebušnih mišic. Na videz preprosta vaja, ampak je precej zahtevna po svoje, saj zahteva močne trebušne mišice in moč v rokah. Walkout zaključite kar do stoječega položaja, saj sledi ponovno izpadni korak nazaj z dvigom kolena. Najprej bomo to napravili z eno nogo, v naslednjem intervalu pa še z nasprotno. Predlagam, da pričnete prvo z šibkejšo nogo in v drugem intervalu nadaljujete z močnejšo. Vaja bo malce dinamična in bo poleg gibanja zahtevala še vaše ravnotežje. Saj bo potrebno pri dvigu v stoječ položaj hkrati dvigniti še koleno, pri tem pa obdržati ravnotežje na nasprotni nogi. Zraven uskladite še gibanje rok, saj vam bo pomagalo pri ohranitvi ravnotežja in pravilni izvedbi. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano, vzdržujte usklajen ritem od začetka do konca, pri tem pa ne pozabite na pravilno tehniko dihanja. Po pisku le zamenjamo nogo in nadaljujemo z istim gibanjem. Pazite, da koleno počasi približate k tlom in da z njim ne udarite ob tla, ter da pri dvigu ne uporabljate zagona zadnje noge, temveč uporabite peto sprednje noge. Pri vaji absolutno ne sme biti prisotna bolečina v hrbtenici, kajti to je znak, da vajo izvajate nepravilno. Takrat nemudoma prenehajte in se ponovno pripravite v začetni položaj. Ramena potisnite nazaj, prsa naprej, zravnajte hrbtenico in stisnite trebušne mišice. Pri koraku nazaj vdihnete, koleno počasi približate k tlom, dvig upravite pa s prednjo nogo pete, takrat izdihnete in zadnjo nogo ponesete naprej.
Brez pavze takoj nadaljujemo z naslednjo vajo, ki je kombinacija prav tako dveh, hoja na stran in polni počep. Pozorni smo na držo hrbtenice, ta ostaja zravnana in trebušne mišice napete, kolena pri počepu na stran potiskamo ves čas navzven, dvig pa opravite s petami in nikar s hrbtenico. Hojo prilagodite glede na prostor, lahko sta dva počepa na stran, na kar sledi polni počep in enako gibanje še v nasprotno smer. Pri izvedbi ohranjajte konstantno napetost trebušnih mišic in zravnano hrbtenico. Ne pozabite dihati skladno z gibanjem, saj možgani in mišice potrebujejo kisik. Stranski počepi so usmerjeni predvsem na gluteus medius, ki omogoča premik s strani na stran, hkrati pa tudi delajo kvadricepsi in adduktorji kolka. Na vrsti je klasika, ko želimo napraviti dober trening za celo telo, in to je vojaški poskok oziroma burpee, vendar v različici brez skakanja. Iz stoječega položaja se spustimo v počep, roke položimo na tla in z nogami stopimo nazaj. Najprej z eno nogo, nato pa še z drugo, vse do položaja plenka. Seveda lahko vmes še napravite skleco, nato obrnemo potek gibanja, noge ena za drugo postavimo nazaj do počepa in dvig v stoječ položaj, pri tem pa z rokami sežemo visoko v zrak. Bodite pozorni na vsako komponento gibanja, naj bodo trebušne mišice ves čas napete in zravnana hrbtenica. Burpeeji so odlična vaja za moč in vzdržljivost, kar pomeni, da povečate srčni utrip, hkrati pa tudi gradite na mišični moči. Po pisku se spustimo v položaj visokega plenka za vajo plank up and down oziroma spust v nizek in visok plank. Noge postavimo v širok razkorak za boljše ravnotežje. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal. Poskušajte razmišljati med vajo tako, da dvig vedno opravite z drugo roko. Res da bo to nekoliko zahtevnejše, ampak bo tudi bolj zanimivo. Dvigajte počasi in kontrolirano, pri tem pa pazite na tehniko dihanja in pravilno stiskanje trebušnih mišic. Medenica mora ostati čim bolj mirna, s čim manj pozibavanja. Temu tudi razlog širokega razkoraka, ki nudi boljše ravnotežje in mirnost telesa. Medenica ne sme pobegniti previsoko ali prenizko, saj s tem razbremenimo trebušni del in s tem trpi hrbtenica. Še vedno ostajamo v položaju visokega plenka, vaja bo precej bolj dinamična, saj bomo izmenično dvigovali nogo visoko v zrak in jo ponesli čim bliže prsnemu košu. Vaja, ki je precej poznana pri jogi, noge najprej približamo prsnemu košu, stisnemo trebušne mišice ter jo ponesemo nazaj visoko proti stropu, pri tem pa pazimo, da se hrbtenica ne usloči in da je vrat ves čas sproščen. Nogo nato ponovno ponesemo proti prsnemu košu, stisnemo trebušne mišice, jo položimo nato nogo na tla in enako gibanje ponovimo še z nasprotno nogo. Nikar ne ogrozite drže, trebušne mišice morajo ves čas potek gibanja ostati napete in hrbtenica zravnana. Po pisku se dvignemo v stoječ položaj in nadaljujemo z brco naprej, pri tem pa zraven iztegnemo nasprotno roko, ko se dotaknemo prstov na nogi. Stopimo v ozek razkorak in pri brci noge naprej pazimo na ravnotežje. Ohranjajte zravnano držo, ramena potisnite nazaj, prsa naprej, stisnite trebušne mišice in zravnajte hrbtenico. Pri brci naprej nikar ne usločite hrbtenice, ko sežete z nasprotno roko proti stopalu, ampak stisnite trebušne mišice. Ko spustite nogo proti tlom, enako ponovite še z nasprotno nogo in roko. Ustvarite ritem in tempo, ki ga držite od začetka do konca, pri tem pa ne ogrozite pravilne drže in tehnike pravilnega dihanja. Brez pavze nadaljujemo še vedno v stoječem položaju z vajo pivot punches oziroma boksu na stran. Pripravimo se v širok razkorak širine ramen, roke pripravimo v obrambni položaj, seveda smo pozorni na zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Ko napravimo bokso, jo napravimo v nasprotno smer in skladno s tem zavrtimo telo. Spodnji del načeloma ohranjamo miren in v tal dvignemo samo peto noge, ki ostaja za nami. Nato obrnemo potek gibanja nazaj v začetni položaj in enako gibanje ponovimo še v nasprotno smer. Bodite pozorni na gibanje in ohranjajte napetost v mišicah, ritem gibanja naj bo nekoliko hitrejši, ki je skladen z dihanjem. Še vedno ostajamo v stoječem položaju, saj sledi vaja stoječi trebušnjak. Napravili jo bomo v dveh intervalih in sicer najprej z eno nogo, nato pa še z drugo. Predlagam, da pričnete s šibkejšo nogo in nadaljujete nato s močnejšo, to boste hitro videli na podlagi ravnotežja, z eno nogo bo šlo lažje kot z drugo. Postavimo se v razkorak, pri tem pa ohranjamo zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Na delu bodo tako ravnotežje in stranske trebušne mišice.
Ko ponesete koleno križno na stran, ga dvignite čim više in stisnite trebušne mišice, takrat tudi izdihnete. Roke pri tem pa držite v višini prsnega koša kot baletka. Po pisku le zamenjamo nogo in nadaljujemo z enakim gibanjem. Telo mora biti ves čas pod nadzorom, nikar ne dopustite, da izgubite ravnotežje, ko dvignete koleno križno na stran. Pri tem seveda ne smete usločiti hrbtenice, ampak jo morate ves čas vzdrževati vzravnano in hkrati stiskati trebušne mišice. Na delu bodo nedvomno stranske trebušne mišice, pri tem pa je pomembno tudi dihanje. Ko nogo ponesete proti tlom, se narahlo dotaknite tal in nato spet križno ponesete navzgor. Ustvarite ritem gibanja, ki ga lahko vzdržujete od začetka do konca, pri tem pa ne ogrozite drže. In smo že pri vaji našega tekača na smučeh, pazimo na vzravnano držo in napete trebušne mišice. Pričnemo z zamahom rok nazaj in pri tem se spustimo v počep. Nato zamahom rok proti stropu se ponovno dvignemo v stoječ položaj in se dvignemo na prste. S tem, ko od tal dvignemo pete, delo opravijo tudi še naše mečne mišice. Pri dvigu stisnite trebušne mišice in pazite, da ne greste v pretirano ekstenzijo medenice. Pazimo na vzravnano hrbtenico, napete trebušne mišice ter na vse komponente počepa. Ponovno ustvarimo ritem in tempo, ki ga lahko držimo od začetka do konca. Bodite pozorni na dihanje, kajti s pravilno tehniko dihanja boste zagotovili pravilno izvedbo. Po pisku se selimo ponovno na tla v položaj nizkega plenka, napravili bomo vrtenje v stranskem plenku. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal, noge pa lahko pri tem postavite v širši razkorak za boljše ravnotežje. Težo najprej ponesite na eno roko, drugo pa dvignite visoko proti stropu, takrat tudi zavrtite telo in tudi izdihnete. Z vdihom se ponovno vrnete v plenk in enako ponovite še na drugo stran. Zelo pomembno se je osredotočiti na napete trebušne mišice in zravnano hrbtenico. Medenica vam pri tem ne sme pobegniti previsoko ali prenizko. Ne pozabite na dihanje in pravilno tehniko. Hitro se obrnemo, ležemo na hrbet in nadaljujemo z vajo kolesar. Roke položimo za glavo, pokrčimo kolena, hrbet stisnemo ob tla in pazimo, da se med izvedbo ne ustvari lok. Ko komolec ponesemo križno naprej, vse do dotika nasprotnega kolena, izdihnemo in stisnemo trebušne mišice. Pri tem pa ne potiskamo glave naprej. Od tal dvignemo samo zgornji del hrbta, preostali del pa držimo trdno na tleh. Komolci naj bodo široko razprti, vrat pa sproščen. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano, nedvomno bo ključno raztezanje in krčenje stranskih trebušnih mišic. Pri tem pa nedvomno stiskajte hrbet ob tla. Ponovno se vrnemo v sedeč položaj in se z rokami naslonimo na komolce za vajo in and out, ki pa bo potekala nekoliko drugače. Noge iztegnemo naravnost naprej in jih držimo rahlo nad tlemi. Najprej prsnemu košu ponesemo eno koleno, medtem ko drugo ostaja iztegnjeno naprej. Gibanje naposled zamenjamo, tako da drugo nogo približamo prsnemu košu, nasprotno nogo pa iztegnemo naprej. Pri vaji nog ne odlagamo na tla, hrbet ostaja sravnan, trebušne mišice napete. Ko približate koleno prsnemu košu, takrat izdihnete in stisnete trebušne mišice. Če se vam med izvedbo usloči hrbet, takoj prenehajte in se ponovno pripravite v začetni položaj in noge iztegnite nekoliko višje. Po pisku se hitro obrnemo v položaj visokega plenka za vajo plezalec. Roke postavite v širino ramen in bodite pozorni na zravnano hrbtenico, napete trebušne mišice, skratka tvoriti je potrebno ravno linijo od ramen do stopal. Pri vaji podobno kot pri prejšnji, kolena približate prsnemu košu, stisnete trebušne mišice in vrnete nazaj in enako ponovite še za nasprotno nogo. Pogled usmerite med roke in se nikar ne gledate v stopala, kajti takrat boste dvignili medenico in razbremenili trebušni del. Ustvarite nekoliko hitrejši tempo in ritem, pri tem pa pazite na pravilno tehniko, ki je skladno z dihanjem. Sledi vaja sumo počepa, ki bo v kombinaciji dotika tal oziroma mrtvega dviga. Stopimo v širok razkorak, stopala pri tem obrnemo navzven pod kot 45 stopinj.
Ohranjamo zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Pri spustu v počep potisnemo kolena navzven in medenico potisnemo proti tlom. Telesa nikar ne nagibamo naprej, ampak naravnost navzdol, pri dvigu pa vso težo potisnemo na pete. Nato sledi izvedba druge vaje in to je mrtvi dvig oziroma predklon naprej vse do dotika tal. Pazite, da pri dotiku tal ne upognete hrbtenice, ampak potisnete medenico nazaj in rahlo pokrčite kolena. Dvig pa ponovno opravite s petami in ne hrbtenico. Sledi še zadnja vaja našega treninga, ki je prav tako kombinacija dveh vaj, počepa in dviga noge na stran. Postavimo se v razkorak širini ramen, vzdržujemo vzravnano držo, ramena nazaj, prsa naprej, zravnano hrbtenico in napete trebušne mišice. Pri spustu v počep kolena potiskamo navzven, pri tem pa ne potiskamo kolena naprej prek linije prstov na nogi. V fazi dviga izdihnemo in naposled od tal dvignemo nogo na stran čim višje. Nogo vrnemo nazaj na tla ter napravimo počep in enako ponovimo še z drugo nogo ter držimo ritem počepa in dviga nog na stran. Pazimo na hrbtenico, da je ves čas ravnana in trebušne mišice napete. Iz počepa nazaj v stoječ položaj težo potisnemo na pete in nikar na hrbtenico. In konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga. Če si upate, lahko vse skupaj ponovite še enkrat. Če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi dajte pisati spodaj v komentarje. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite deliti video dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu podariti like, se naročiti na moj kanal in ne pozabite pritisniti zvončka, da ne zamudite bodočih vsebin in presenečenj. Ste za izziv? Kajti, če naberemo 1000 naročnikov, bom napravila izziv po vaši izbiri. Sedaj pa hitro naročati in pisati izziv, katerega bi lahko napravila. Čau!